Kot smo napovedali v tem studiu, danes zjutraj smo veseli, da nas je obiskal naš župan Aleksandar Saša Arsenovič. Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Dobro jutro. Pa kar krenimo, ker smo danes imeli debatno sredo in vemo, da naš župan veliko časa preživi na kolesu, sploh po mestu, sem in tja, električno ali navadno kolo. Tudi okoli Pohorja navadno. Imamo dva vira energije. Ena elektrika iz štekdoze, drugo pa je naravna maščoba, ki prav tako poganja kolo. Da, ne. In te imam jaz na pretek, da tudi jaz navadno. Tudi zato, ja. Okay, torej, gospod župan, zdaj najprej, ker nas noben ne povabi, noben premier še nas ni povabil na sestanek, vi pa ste zdaj bili par dni nazaj. Kak je bilo, kaj smo zvedli, kaj dobrega za naše mesto je ta sestanek prinesel? Prinesel predvsem dobro energijo in zavedanje, da Maribor in regija se počasneje razvija tako druge, ne glede na to, da se dobro razvijamo. So kazalniki, demografska slika, delovna mesta, pričakovana doba doživetja, demografska slika so seveda slabše kot v večini slovenskih regij. Naš izziv je še seveda peta najbolj razvita regija v sosednji Avstriji, ki naše kadre z veseljem vabi k sebi, kar pri nas dela seveda luknjo. Tako da moramo skupaj narediti, ne gre samo za več denarja za samo občino, ne, ker mi bomo to z pridom hitro zgradili šolo in vrtec in se več nikjer ne poznalo. Večplastno je treba gledati, kako Mariboru, ki je svetilnik neke regije, vsaj pol milijona ljudi je ozrtih v Maribor, pomagati tako, da bomo te številke začeli obračati na bolje. In da ne bodo dobri, kvalitetni kadri odhajali in bežali čez mejo. Okay, dobro, tako da upajmo, da se bodo te stvari uresničile in sprovedle. Zdaj, zanimivo raziskavo ste naredili na občini o zadovoljstvu med Mariborčani in Mariborčankami in kar nekaj zanimivih rezultatov je dalo. No, kateri rezultat je recimo vas najbolj presenetil oziroma zaradi katerega ste najbolj zadovoljni? Taka analiza je vedno neko tudi tveganje, ne? Kaj bo se zagledal v tem ogledalu, ki si ga nastavil. Veseli me, da je vzorec bil zelo, zelo velik za takšno raziskavo. 3003 ljudi so vprašali in to zelo pravilno, sorazmerno razdeljeno po vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnosti. In me pravzaprav veseli, da ko smo delali primerjavo z drugimi večjimi mesti, ne samo mestnimi občinami, da so ljudje v mestu kar zadovoljni z stanjem v mestu. Mi pa seveda gledamo tam tiste manjše številke za vejico, ker si seveda želimo biti boljši pri naslednji raziskavi, ta bo potem pokazala, ali smo v naslednjem obdobju spet kaj takšnega naredili, da imajo ljudje dober občutek. Torej, raziskava vedno pogled nazaj, pa priložnost za naprej. Kar pa me najbolj veseli je, da so vsi ti ukrepi, ki so dostikrat bili vseeno zven zelo sporni. Jaz sem vedno čutil večinsko podporo v mestu tem projektom, ko osmišljamo prostor med Dravo in parkom v en varen prostor brez motoriziranega prometa, morda samo z javnim potniškim in kolesi in pešci, in da se ta preobrazba mesta, ne bom za vseh projektov našteval, vsaj enih 25-30 je med parkom in Dravo, dali rezultati in da so ljudje, to se pravi, na eno vprašanje vsak anketiran imel 3 možne odgovore in je več kot 30%, se pravi poprečno torej vsaj en odgovor je dal anketiranec za ureditev lenta brez prometa in vsak 5 je dal odgovor za ureditev Koroške in glavnega trga brez prometa. Vmes pa na drugem mestu pa je bil seveda naš priljubljen M-Bike. Pa to so bile res tisto z veliko razliko najbolj priljubljeni prometi, ki se zadevajo seveda zelenega prehoda, varnosti in boljših pogojev za življenje v mestu. Meni je recimo hecno, zakaj bi se sploh še pogovarjali o tem, da bi Koroška bila spet odprta za promet, ker zdi se, da pač ni zaradi tega ne vem kakih zastojev, ker je tu zaprta, toliko avtomobilov tudi ni. Tudi vse analize in štetja, ki jih delamo. Je pa seveda problem, da imamo najbolj naseljen del mesta, kjer je Maribor se začel razvijati med Dravo in našimi 3 čudovitimi hribčki. In da seveda je tudi to tema z državo, da prejšnji teden bila na Ministrstvu za infrastrukturo,
da seveda ta naš mestni predor ohranjamo pri življenju, tudi če ga bomo začeli graditi čez 3 leta, procesno, z dokumentacijo, vsekakor mora ministrstvo sedaj naprej. Ja, se pravi, to je še vedno živa ideja, ta tunel, ker to je, vemo, da ko je prišla ta ideja ven, da je to vse skupaj zvenelo bolj kot neka utopija. Kaj bomo zdaj mi tunel kopali? To je bila sva ideja, ki smo mi potem strokovno naredili 4 korake, ki so za to potrebni, in tudi v zadnjem koraku, ki je bila cost benefit za severno obvoznico, je ta povezava pod mestom cenejša in je to v bistvu potem zaključek mestnega obroča, ki ga Maribor še nima. Jaz upam, da gremo zdaj res hitro za zahodno obvoznico, ampak potem nam še vedno manjka povezati ta 2 kraka med vzhodom in zahodom. Ja, bila je ideja tudi tam okoli parka nekoč, ne, zdaj je pač ta tunel umeščena v prostor, gremo naprej, ker je cenejša, krajša in bi bila tudi, kar se gradnje tiče, nemoteča, ker se odvija 16 metrov pod zemljo. No, torej bomo seveda to spremljali. Zanimivo, da je pokazala ta raziskava tudi, da si želijo ljudje v Mariboru, občanke in občani, več zelenih površin in zanimivo, več parkirišč. Ja, to smo zaznali že zdavnaj in smo predvsem tisto degradirano območje šli urejati. Naj povem, da smo v zadnjih 5 letih naredili 805 novih parkirišč in takrat tudi največkrat uredili to kot neko mobilnostno središče, kjer se trudimo, da je blizu M-bike ali vsaj okviri za kolesa ali kolesarska steza ali javni potniški promet, po možnosti pa vse našteto skupaj. In gremo seveda po tej poti naprej. Parkirišča seveda potrebujemo, ampak važno je, da so plačljiva, ker to v resnici zagotavlja frekvenco in dostopnost parkirišč. Če so zastonj, potem lahko nekdo pusti avto tam za 2 leta, pa mu ne moreš nič. Ja, tako te na avto, ki je parkiran. Ja, malo je treba tudi narediti ta premik v glavah, ne, ker tudi delamo. Tudi javni potniški promet ima več uporabnikov in tudi ti paketi počasi, pa ga moram izkoristiti ta marketinško priložnost. Drage Mariborčanke, Mariborčani, imate priložnost parkirati na mnogih naših parkiriščih za 30 do 35 evrov in samo za 9 evrov istočasno kupiti še karto za mesečni javni potniški promet z našimi vedno bolj električnimi avtobusi. Ja, tudi to, ne? Prestop na kolo ali v avtobus bo nam delal zrak čistejši. No, super. Tako da tudi na področju mobilnosti se naše mesto razvija, kar je super, samo še moramo začeti to tudi zares uporabljati. Kak pa kaže z akvarijem? Tudi to je debata, ko govorimo o nekih infrastrukturnih projektih v našem mestu? Ta akvarij je bila ena vesela zgodbica dolgo časa, ne? Ampak je pa tudi istočasno žalostna, ker prostor, kjer je današnji akvarij Terarij, je nekoč bil mestna parkovna čudovita kavarna, tako malo pariško-dunajska, in jaz upam, da bomo nekoč to vsebino vrnili tja in našli boljši prostor za akvarij. In sedaj smo, včeraj sem imel narobe razumljen, da razmišljamo o UGM-u, razmišljamo, torej ena izmed lokacij, ki jo bodo strokovnjaki preverili, bo tudi lokacija na Lentu, bomo rekli pri Benetkah, kjer je bil predviden v času EPK-ja novi UGM, ki pa se zdaj gradi v centru Rotovž, stari ostaja tam, kjer je. Potem je bila tudi tema, da bi to ne bila Maksova luknja, pa tudi ni, ker Maksova luknja je na srečo Pomgrad kupil in bo upam kmalu tam zgradil dostopna stanovanja. Ok, zdaj med stvarmi v tej raziskavi, ki so jih občanke in občani zaznali kot največja pridobitev za mesto, je seveda tudi Lent, ki pa še vedno ni zaključen in na koncu se je izkazalo, da morda tudi ne bo čisto tak, kot ste si v začetku to zamišljali, ne? Vse ne gre delati v hitrosti, ki se jo zamislimo. Pri eni stvari smo pa bili hitrejši, naprimer zdravstvena postaja Magdalena, ali pa atletsko dvorano smo zgradili v 5 mesecih, kar je itak rekordov, ne? Še Kitajci nam to zavidajo. Je pa res, da se ta nabrežje se malo dolgo vleče, pa ogromna kvadratura, pa tudi 8 različnih podjetij je tukaj delalo, ki smo jih morali še usklajevati. Zelo me veseli ta neverjetna gneča, ki je pravzaprav v nedeljo si že z kolesom motil pešce. Veseli me tudi javna uporaba tega prostora, ta brezskrbnost, branje knjig že sedaj, ko še ni stopnic, kaj šele bo, ko jih naredimo, ko boš lahko v resnici noge namočil v reko, imel občutek, da si na morju ali pa na jezero in bomo imeli čisto neko novo dojemanje prostora. Tujci so to že vzeli.
poslušam jezike, zaenkrat se mi zdi, da je več tujcev tam. Tako da, drage Mariborčanke in Mariborčani, izkoristite prostor in berite knjigo ob Dravi. Ja, ampak dejstvo je tudi to, ja, da je, ja, okay, tam ni treba plačati na uro. Dejstvo pa je tudi, recimo, kar se, pa zdaj to je čisto moje osebno vprašanje, biti župan v tem mestu je seveda ena od najtežjih služb, ki obstajajo v tem delu Evrope, verjetno, ne, ker je najprej vedno na vse ne in zakaj in vsaka najmanjša stvar se zdi, da to mesto vrže iz cone udobja. In zdaj po vseh so vedno težke, ja. V vsakem mestu, ne samo v Mariboru, okay. Drugače nismo, čisto v redu smo. Smo v redu? Ja. Okay. No, to sem hotel. No, zanimivo, tudi to je recimo zanimivo vprašanje, zdaj ko smo že začeli te infrastrukturne projekte oziroma se o infrastrukturi pogovarjati, zdaj dosti se je pisalo tudi o tem, pa dejstvo je, da nekateri sploh športni objekti ne, so v recimo precej slabem stanju, takem kot morda ne bi smeli biti. Poglejmo Ljudski vrt recimo. Ne, Ljudski vrt, prosim, 12 milijonov v zadnjih letih ureditev stare tribune plus tisti park plus že potrjen v CTN-ju prvi projekt, da še Langerjevo vilo uredimo, ki bo dal prostor in društvom in mestni četrti in upam tudi velikim protokolarnim dogodkom. Upam, da se še kdaj kakšna tekma tudi državne reprezentance končno odigra v Mariboru. Ampak teče. Ja, streha toči. Ja. Dobro, to so relativno mali izzivi proti temu, da prej cele tribune ni bilo. Tako da tudi v Pristanu marsikdaj teče, tudi doma kdaj kaj teče, pa da imaš svojo hišo. Ne? Pristan je sploh fina zgodba. No, tam je voda dobrodošla in je trenutno v tistem delu, kjer mora biti in me tudi veseli razvoj vaterpola. V Mariboru so tudi tekme in imajo velike cilje, ki jih seveda tudi podpiramo. Dobro, župan, ne bomo vas več zadrževali, ker vem, da nam je... Pa zdravstvo, nič? Ja, zdravstvo postaja tezno, to je zagotovo ena od teh zanimivo, to so tudi povedali, 63% oziroma 66% jih meni, da bi bila državna sredstva najbolje usmeriti financiranje projekta zdravstvene postaje tezno. Da, in tudi... V kvoti, tako imenovani za primarno zdravstvo, Mariboru pripada 8 milijonov 300 približno. Od tega smo na zdravstveni postaji Magdalena počrpali skoraj 3 milijone, tako da nam zdaj ostane 5 milijonov 360. Trenutno je ocenjena vrednost na podlagi PZI dokumentacije preveč višja od ocenjene vrednosti, s katero smo kalkulirali, tako da sedaj moramo ta projekt zoptimirati, da si ga bomo lahko seveda tudi privoščili. Vsekakor pa delamo na tem, da bi še letos dobili izvajalca in da bi z deli pričeli. Ja, tako je napovedal, ko je bil pri nas tudi dr. Završnik, ki se tudi seveda veseli, ne nazadnje ta zdravstvena postaja tezno je res, bomo rekli, tako ena od pack, čeprav jih je vedno manj. Kje bomo rešili, točno tako. In kar me tukaj pri zdravstveni postaji Magdalena res veseli je, sploh zdaj, ko vidimo, kakšen je odliv naših kadrov, tudi iz naše univerze, ki je dala 1070 zdravnikov. Upam, da bomo zgradili še stomatologijo in farmacijo, da ne bomo nekoč govorili, da nismo bili v stanju se to v mestu zmeniti in zdržavo. Bomo dali dosti boljše delovne pogoje, ne samo uporabnikom, ampak tudi zdravnikom, sestram in vsem, ki tam delajo, teda se res zelo, zelo veselim zdravstvene postaje Magdalena, ki je tudi tisti prostor degradiran, osmislila, podaljšala to oznanja in sedaj imamo samo še eno zelo, zelo majhno degradirano cono, tam, ki se reče Pekarna, ki kar kliče po novih vsebinah iz področja zdravstva. Ja, kar je, seveda se zdi, da glede na to, kako se stvari razvijajo, dokaj smiselno, ampak to je jasno, da tudi debata za eno drugo priložnost, da ne bomo župana predolgo zadrževali. Rekli ste, da imate do nekje 10 do 9 čas. Ja, minutko smo že preko. Samo eno stvar še moram vprašati na koncu. Vemo, kaj danes pijejo podžupani? Ne, pardon. Samo voda. Samo voda? Ja. Okay. Torej, gospod župan, hvala lepa za vaš obisk. Njih jaz pijem, ker nič ne neseta. A ja, okej. Ja, sej, glede na številke, ki smo jih brali, res, ja. Torej, gospod župan, hvala lepa. Vse dobro, danes se vidimo, kdaj spet. Ja, lepo smete.